V Bruslju je danes oblačno vreme. Sam povem, če slučajno koga zanima, čeprav najbrž ne, ker med tem, ko to gledate, jaz itak nisem več tukaj. Vam raje povem, zakaj sem prišel. Tole je nova Toyota Aygo X. X kot cross, ker cross se sliši terensko, terence oziroma križance imamo pa noro radi. Čeprav večina proizvajalcev ta segment najmanjših avtomobilov počasi opušča, Toyota z njim nadaljuje. V bistvu precej pametno se znebiš konkurence in narediš nov stroj. V bistvu celo tako močno in tako resno so zagrabili, da Aygo X, cross, sploh ni več plod skupnega sodelovanja s PSA, kot je bil včasih, ampak čisto samo svoj stroj. Pravzaprav precej drugačen stroj. Because of the success of our TNGA platform, we can make it affordable and safe and complying to the latest emission standards, which is exactly the reason why the others are leaving the segment. Aygo Cross is the fully designed, conceived and developed in Europe for European customers only. Aygo Cross Prologue has some design elements that are normal for concept vehicles. These were adapted for the production model, but the soul of Aygo Cross Prologue lives in the car that you see today. This is the new Leap. We always like to say it's a small car with the big personality, and of course I cannot comment on future product plans. Aygo Cross ostaja majhen avtomobil, ni pa več miniaturen. V bistvu je dolg 3,70 m, kar je malo po vseh modernih standardih, vseeno pa je skoraj 24 cm daljši od svojega predhodnika. 12 je še širši in 5 cm je višji. Predvsem pa izgleda veliko bolj križanec, 9 cm je daljše tudi medosje in veliko bolj nastopaški avtomobil je. V bistvu je na voljo tudi platnena streha, če si boste tako zaželeli. Cabrio! Pa kup zanimivih barvnih kombinacij, zadnja vrata so še vedno steklena, sedi se za 55 mm više in celo na 18 palčnih platiščih lahko stoji. Za osnovo bo služil litrski trivaljni mlinček, ki je v bistvu zaščitni znak Ayga že od nekdaj, menjalnika sta pa dva, ročni ali pa CVT oziroma SCVT, small, majhen CVT. Čist mečken. Še vedno velja, da se boste fajn počutili spredaj, zadaj je pa v bistvu bolj prostor za otroke ali pa trgovinske vrečke. Je pa še vedno fajn, da so na boku 4 vrata, kar pomeni, da se tudi tukaj zadaj potem lahko lažje izstopi ali pa vstopi. Evo, mojih 45 minut z avtom je mimo, peljali ga bomo pa naslednjič. V bistvu smo v Bruselj prišli samo zato, da vam jaz povem, kakšno je tukaj vreme. Najbrž ja.